Okay, lep pozdrav. Verjetno se še vsi spomnimo tiste situacije iz januarja, ko je Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo sistem za spletno naročanje na storitve upravnih enot za 3 upravne enote, in sicer Ljubljana, Logatec in Litija. Takrat so bile dejansko kar hitro po vzpostavitvi delovanja tega sistema ugotovljene določene varnostne pomanjkljivosti aplikacije za spletno naročanje, in na podlagi ugotovitev našega varnostnega operativnega centra je bila aplikacija na našo zahtevo tudi 7. januarja umaknjena iz delovanja. Potem je sledilo pa usklajevanje z izvajalcem, kajti te varnostne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene, so bile kar resne. Predvsem je bil problem v tem, da so bili zaradi ranljivosti aplikacije izpostavljeni osebni podatki državljanov, ki so se prijavili na termine na upravnih enotah, in sicer njihovo ime, priimek, telefonska številka in pa e-mail naslov. Potem je sledilo usklajevanje z izvajalcem, torej naš varnostno-operativni center in pa razvijalci pri izvajalcu smo se usklajevali, smo naredili več iteracij pregledov izvorne kode in pa penetracijskih testov, tako da je potem po tem daljšem usklajevanju, ki je trajalo pravzaprav do zdajle, končno uspelo izvajalcu odpraviti vse varnostne pomanjkljivosti aplikacije, tako da je zdaj aplikacija primerna ponovno za uporabo. Ministrstvo za javno upravo je tudi odobrilo njeno uporabo, tako da z današnjim dnem je aplikacija že na voljo našim državljanom, ki se lahko prek nje prijavljajo na upravne storitve 3 upravnih enot, Litije, Logatca in pa Ljubljane. Seveda načrtujemo tudi razširitev uporabe te aplikacije. V naslednjih 14 dnevih bomo predvidoma v delovanje sistema e-naročanja vključili tudi 17 dodatnih upravnih enot, tako da bo na koncu vključenih dejansko 20 upravnih enot v ta sistem. Dogovarjanja v zvezi s tem še potekajo tudi z načelniki. Mogoče bi povedal še nekaj besed o samih odnosih z izvajalcem, torej o pogodbeni kazni, odškodnini in tako naprej. Mi smo dejansko izvajalcu zaračunali maksimalno pogodbeno kazen zaradi neizpolnjevanja pogodbe oziroma neustreznega izpolnjevanja pogodbe, in sicer v višini 10.300 evrov. Prav tako smo izvajalcu zaračunali odškodnino za škodo, ki je nastala kot posledica uporabe naših virov za izvajanje pregledov izvorne kode in pa izvajanje penetracijskih testov. Moram pa tudi povedati, da izvajalec zaradi tega, ker je bila seveda storitev spletnega naročanja umaknjena iz produkcije, ne bo zaračunal vseh storitev, ki bi jih po pogodbi predvidoma lahko zaračunal. Tako da v mesecu decembru dejansko bo znesek računa nižji za 15%, v mesecu januarju za 30% in v mesecu februarju za 15%. V zvezi s tem je bil z ureditvijo teh razmerij z izvajalcem sklenjen tudi aneks, kjer so bile tudi storitve, ki so bile prej v bistvu kot definirane kot ena storitev, razmejene v 3 različne tipe storitev, zato da smo lahko tudi ustrezno uredili te stvari pogodbeno in z računi. Toliko.